Drage sestre, dragi bratje, začnimo bogoslužje v imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi zbrani, danes začenjamo advent, to je čas pričakovanja, to je čas upanja. Zato vabim našega najstarejšega vernika, ki jih šteje nekaj čez 90, da skupaj z mano prižge prvo adventno svečko na adventnem venčku. Tako, brat Milan Muran, naš najstarejši vernik, je ravno kar prižgal prvo svečko na adventnem venčku, rečemo ji tudi svečka upanja. Zato ima svojo simboliko, če jo lahko prižge celo najstarejši vernik naše cerkve. Kaj pomeni beseda advent? Beseda advent pomeni prihod. To je pravzaprav trenutek, ko se ustavimo in ko prisluhnemo. Predvsem tišini, ki pravi, nekdo prihaja. Advent me spominja na čakanje ljubljene osebe na letališču, je kot trenutek pred sončnim vzhodom. Vabi nas k budnosti. Toda problem današnje družbe je, da ne znamo več čakati. Navajeni smo hitrih sprememb, potrošniških rešitev in neučakanosti. Vendar nas advent vedno znova spomni naslednje. Čakanje ni nujno izguba časa, saj svet še ni tak, kot bi moral biti. Zato ne čakamo, dragi zbrani, brez cilja, ampak čakamo na popolnost. Kje pa bomo našli popolnost? Prerok Izaija kliče z besedami: tema pokriva zemljo, nad teboj pa vzhaja Gospod. Jezus Kristus je torej luč sveta, kar pravi apostol Janez. Popolnost, na katero čakamo, ni nekaj, ampak je nekdo. Je Jezus Kristus, naš odrešenik. Zato naše upanje, ki ga simbolizira današnja prva svečka na adventnem venčku, nikakor ni prazno, ampak je konkretno in je polno. Naše upanje je namreč Bog. Prisluhnimo obvestilom za prihodnji teden. Torej, začeli smo novo cerkveno leto, prav tako se bližamo k praznovanju Božiča. Danes, kot že rečeno, je prva adventna nedelja. Danes je v evangeličanski cerkveni občini v Puconcih tudi umestitev novega vodstva cerkve, torej škofa in inšpektorja. Zato bomo trije duhovniki iz naše cerkve predčasno zapustili bogoslužje in se pridružili ostalim v Puconcih, kjer se nam bo pridružil tudi inšpektor naše cerkve, da bomo skupaj obeležili ta dan, vi pa boste ostali skupaj z duhovnikom Petrom Golobom. Sicer pa je jutri v ponedeljek 1. decembra ob 19. uri v cerkvi molitveno srečanje, kot že običajno, pri čemer je srečanje priložnost, da se osebno priporočimo Bogu. V sredo 3. decembra, to pa je zdaj posebna novica, ker smo navajeni, da imamo ob sredah študijska bogoslužja z diskusijo ob 19. uri, tokrat pa dobro napnite ušesa, bomo se dobili ob 18. uri, torej ob 6. uri zvečer, ker bo srečanje malce drugačno in sicer bo namenjeno prazničnemu krašenju cerkve, duhovni misli in druženju. Nadaljevali bomo naše druženje v cerkveni čajarni, kjer nas bo čakalo čokoladno Miklavževo presenečenje. Tako da pridite sladkih ust, vsi zelo dobrodošli, vsak bo imel kakšno nalogo za postoriti, sicer pa sreda 3. december ob 18. uri.
V četrtek 4. decembra bodo imeli starejši verniki in vernice iz naše cerkve prednovoletno srečanje s kosilom, pri čemer ste verjetno starostniki vabila že dobili osebno. Vsekakor pa ste toplo vabljeni, da se tega kosila udeležite. Naslednje in hkrati zadnjo zaključno srečanje v okviru alfa tečaja za vse prijavljene pa bo v petek 12. decembra ob 19. uri v cerkveni hiši, kot je že običajno. Potem napovedujem še eno stvar, ki je bila sicer že najavljena. Naslednjo soboto, to je 6. decembra, bomo imeli otroško božično delavnico za vse 3 veroučne skupine otrok s pričetkom ob 10. uri zjutraj. Seveda na delavnico lahko pride kdorkoli. Namen delavnice je druženje, ustvarjanje izdelkov, ki jih bodo potem otroci letos lahko odnesli domov oziroma uporabili za okrasitev veroučnih učilnic ali česa podobnega. Otroci lahko povabijo tudi svoje prijatelje in tudi otroke bo čakalo čokoladno Miklavževo presenečenje. Naprošamo starše, da udeležbo otrok potrdijo veroučiteljicam ali Leji Brkič, da se bomo znali organizirati glede materiala. Včeraj je tudi potekala delavnica starejših oziroma vseh generacij žensk, pa tudi kak moški se je našel, pri čemer so izdelovali zelo lepe adventne venčke in material za bazar, ki prihaja. Namreč naslednjo nedeljo, 7. decembra, ob 10. uri imamo, tako kot običajno, osrednje nedeljsko bogoslužje, pri čemer bomo imeli po bogoslužju božični bazar in bomo lahko na tem bazarju kupili praznične izdelke, izdelane na božičnih delavnicah. Izkupiček pa bo, tako kot vsako leto, namenjen otrokom v Ugandi, v sirotišnici Kaza, ki jo že vrsto let podpiramo. Vabljeni smo, da tudi sami podarimo izdelke, ki jih bodo potem lahko prodajali na bazarju. Izdelke pa lahko prinesemo v ponedeljek ob 19. uri ali pa v sredo ob 18. uri, pa tudi v petek od 5:30 ure dalje. Možno pa je tudi v soboto ob 10. uri, ko bo otroška delavnica. Torej, zaželeni izdelki, ki jih lahko prinesete na bazar, so seveda hrana, torej piškoti, suho pecivo, domače testenine, marmelade in podobno. Bazar bo tudi naslednjo nedeljo 7. decembra zvečer, pred in po dobrodelnem koncertu, ki ga že tradicionalno v predbožičnem času v naši cerkvi pripravlja glasbena šola Lipičnik. Tole so tudi letaki, ki si jih lahko vzamete. Tudi sicer smo stvar delili po socialnih omrežjih, dobili ste tudi na elektronske naslove. Namreč gre za dobrodelni koncert tako imenovanega festivala glasbe in umetnosti, kjer bo nastopila tudi naša skupina Soli Deo Gloria in tudi druge dobre zasedbe. Zato bo to lahko prijetno s koristnim, torej druženje ob dobri glasbi in dobrodelnosti. Tudi ta izkupiček bo namenjen otrokom v Ugandi. In še zadnje obvestilo, v naslednjem tednu je organizirana molitvena veriga v obliki posta, zainteresirani se lahko prijavite Leji Brkič. Dogaja se veliko, kajti čas božiča je tu, zato so tudi obvestila nekoliko daljša. Sedaj pa skupaj pridimo v pesmi, ki pravi Kristus najlepši.
Biblično vodilo današnje nedelje je iz preroka Zaharije in pravi takole: Silno se raduj, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja k tebi, pravičen je in zmagovit. Prisluhnimo sedaj še 24. psalmu, kjer pravi takole: Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je to kralj slave? Gospod, silen junak, Gospod junak v boju. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je ta kralj slave? Gospod nad vojskami, on je kralj slave. In v luči Božje besede nas vse skupaj vabim k priznanju grehov. Gospod naš Bog, ti si prvi in zadnji. Po Jezusu Kristusu prihajaš in želiš prebivati med nami. Naj je adventni klic naša skupna želja, da stopimo na pot priprave in damo prednost tebi. Odpusti nam našo zaspanost in zanemarjanje tvoje ljubezni. Odpusti nam, ker nas na poti v večnost zamotijo kratkotrajne ponudbe sveta. Ob vsem zamujenem ohranjaj naše srce v svežem pričakovanju in gorečnosti ter nas druži v edinosti cerkve. Amen. Besede milosti in slavospev pa navdajajo z radostjo našo dušo rekoč: Siona, sijajne lepote, se je Bog zasvetil. Naš Bog prihaja in ne molči. Zato naj bo slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. Vabim še k skupni molitvi. Nebeški Oče, molimo, da bo naše življenje vdano, posvečeno in podrejeno tebi. Le tako bomo blagoslovljeni, mirni, potešeni, veseli in zares srečni. Naj se to zgodi na tvoj način, ne pa na naš način. Spodbudi srce k veseli poslušnosti tebi. Naj bo naše srce adventno srce, bedeče, čuječe in izpolnjeno z ljubeznijo do tebe in bližnjih, da bo vse tebi v slavo. Pridi, Gospod Jezus. Amen. V nadaljevanju bomo slišali berilo, še prej pa bomo zapeli pesem, ki pravi: Skozi vrata vstopimo. Go!
Izvolite sesti, bratje in sestre. Slišali smo že Psalm 24, ki je tudi berilo za današnje bogoslužje, pa ga bom še enkrat prebrala delček. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je to kralj slave? Gospod silen junak, Gospod junak v boju. Vzdignite vrata svoje glave, vzdignite se starodavne duri, da vstopi kralj slave. Kdo je ta kralj slave? Gospod nad vojskami, on je kralj slave. Ta prebrani psalem govori o prihodu kralja slave v človeški prostor. In vstopili smo v adventni čas, ko se ponovno spominjamo prihoda Jezusa Kristusa na zemljo. V prebranem psalmu smo lahko zasledili, da se največkrat ponavljajo besede vzdignite se duri. Ta prispodoba se ne nanaša na dvigovanje dvižnih vrat, da bi lahko stopil kralj slave, ampak se nanaša na dvigovanje naše glave, da priznamo, da je Jezus Kristus Bog. In ko priznamo, da je Jezus Kristus kralj, to pomeni, da priznamo, da nismo več vladari svojega življenja, ampak da naše življenje popolnoma pripada Jezusu Kristusu. In potem se pojavi vprašanje, kdo je kralj slave? In odgovor na to je mogočni junak, silen junak. Jezus Kristus je ta mogočen, silen junak. Vendar se njegova moč in veličina ne more primerjati z močjo kateregakoli zemeljskega kralja. Kajti on je imel odvedno moč, slavo in avtoriteto, vendar tega ni izkoriščal. V vsej svoji moči, slavi in avtoriteti se je približal človeku in to je dokazal ravno s svojim rojstvom na to zemljo. Toda to približanje človeštvu ne pomeni, da se je njegova moč zmanjšala. In ta kralj slave želi prebivati v vsakem srcu. Nekdo je takole zapisal, kralja slave moramo imeti v sebi. Imeti ga zunaj, čeprav na prestolu, nam ne bo koristilo. In ali smo pripravljeni to jutro odpreti naše srce, da vstopi kralj slave Jezus Kristus vanj? To lahko storimo tudi sedaj, v naslednjih trenutkih, ko bomo v pesmih slavili Jezusa Kristusa. Odprimo svoje srce in mu dajmo slavo in čas, ki mu pripada. Vabim nas, da ostanemo, kdor lahko, in ga slavimo. Čudovit
Za ta svet k nam prišla je temnina in nam odprla oči. Moje srce za to častite, upanje si moje ti. Tu sem da častim te in se ti priklonim, tu sem da ti rečem, moj Bog si, tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Kralj časov si in povišan nebesi, zraven nad vse si leti. A si ponižno prišel k nam ljubezni, da bi živel v revščini. Tu sem da častim te in se ti priklonim, tu sem da ti rečem, moj Bog si, tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Tu sem da častim te in se ti priklonim, tu sem da ti rečem, moj Bog si, tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Kdo bi dal bi za ceno, ki je plačana na Golgoti? Kdo bi dal bi za ceno, ki je plačana na Golgoti? Kdo bi dal bi za ceno, ki je plačana na Golgoti? Kdo bi dal bi za ceno, ki je plačana na Golgoti? Tu sem da častim te in se ti priklonim, tu sem da ti rečem, moj Bog si, tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Tu sem da častim te in se ti priklonim, tu sem da ti rečem, moj Bog si, tako si meni ljubek, vreden in zaslužen, krasen najsvetejši si le ti. Krasen najsvetejši si le ti. Jezus, mi vzdigujemo to jutro svoje glave in priznavamo, da si ti Bog. In hkrati priznavamo, da si ti kralj našega življenja. Zato te slavimo, zato te častimo in zato se v duhu priklanjamo pred tabo in ti želimo dati vse priznanje. Amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, predlagam, da se mi pridružite tule spredaj,
na tako imenovanem utrinku za otroke oziroma lahko rečemo tudi utrinku za odrasle. Takole. Danes se bomo pogovarjali o eni temi, ki je pravzaprav bistvo prvega adventnega dne oziroma prve adventne nedelje, to pa je upanje. Taka težka beseda. A jo znaš ponoviti? Upanje. Ja, ne? Ni težko. Ok. Upanje. Dobro. Dragi otroci, povejte mi, kaj vi razumete pod besedo upanje? Kaj je upanje? Sploh starejši. Kako? Aha, da lahko, ok, torej da nekomu zaupaš in kaj, upaš, da ne bo povedal tvoje skrivnosti. Dobro, torej nekomu zaupaš in upaš, da ne bo povedal tvoje skrivnosti. Očitno je neka podobnost z besedo zaupanje in upanje, glede na to, da se skriva notri. Dobro, upanje, ampak vseeno je to kar težko. A vi kaj upate, da boste imeli dobre ocene? Recimo greš pisati test in upaš, da boš dobil koliko? Aha, 5, dobro, visoko ciljate. Aha. Ok, se pravi, povprečje je 5. Torej, upaš na 4, na 5. Torej, ja, upamo, ne, da bomo dobili dobro oceno. Kaj pa recimo, ko smo bili zaljubljeni, pa smo upali, da nas bo tisti nekdo slišal. Takšne oči imate, vidim, starejši, ja? Tudi to je del življenja. Kaj pa recimo, da smo upali mi starejši, da ne bomo izvedeli slabe novice? Torej, glede diagnoze ali pa glede kakšnega odnosa, ki je šel po gobe, ki se je zaključil. Torej, upanje. Zdaj vam bom pa jaz poskušala malo bolj plastično pokazati, kaj je upanje, ker je to kar težka beseda. Najprej pa me zanima, če kdo od vas ve, kaj je kompas. Ja, kaj pa je kompas? Mi lahko razložite tako po domače? Super definicija. Pripomoček za orientiranje. Dobro, a mogoče veste, kam vedno kaže igla na kompasu? Kam? Na sever. Dobro, vidite, upanje je v resnici kot kompas, zato ker takrat, ko smo izgubljeni, ste rekli, potrebujemo kaj? Kompas. Se pravi, se izgubiš, se moraš orientirati. Kako? Tako, ali pa zemljevid. Torej, kompas ali pa zemljevid je zelo podobno kot upanje. Takrat, ko se izgubimo, rabimo kompas, da nas potegne nazaj na pravo pot. Tako da upanje si lahko predstavljamo kot kompas. V bistvu imamo v Svetem pismu eno zelo lepo vrstico, ki pravi, poznam načrte, ki jih imam za vas, načrte za prihodnost in, kaj mislite, kaj še? Upanje, tako je. Torej, načrte za prihodnost in upanje. Potem pa imamo še eno prispodobo danes, kaj je upanje, tukaj vas bom pa čisto vse potrebovala za pomoč. In sicer bomo mi danes nekaj tukaj naredili. Mislim, da tega še nismo imeli na utrinku za otroke. Kaj imam tukaj? Kaj mislite, kaj delamo v zemljo? Kaj damo v zemljo? Sadimo? Življenje? Bravo! Pa vi ste pravi znanstveniki. Torej, vodo, življenje sadimo, ampak ta zemlja sama po sebi je malce prazna, ni? Malce tako, hecno. Dobro, zdaj, če imamo pravo rastlino, je malo lažje. Ja, ampak listov nimamo, vidite, to težavo imam danes. Nimam listov, nimam lončnice, nimam rastline, imam pa nekaj drugega. Nekoga potrebujem, da pride sem. Kdo? Kar 2. Tako, boste odprla počasi, se eden lahko drži, eden pa odpre. To je bratska ljubezen, ne? Samo odpreš. Super. Hvala. Odlično. Takole, vidite, dragi otroci, prav ste ugotovili, kaj imam to? Čisto majhno je. Kaj je to? Je, seme je. Vidite, samo po sebi, če bi to našli na tleh, a bi to pobrali? Ne, kaj bi naredili s tem? Še videli ne bi, ja? Ali bi pa pustili? Dragi, pobrala, posadila, ok, jaz bi ga vrgla, sigurno, ali pa še sploh opazila ne bi? Vrgo nekam. Ja, se verjetno večina od nas bi vrgla, ali pa sploh ne bi ugotovila, tako nekako. Podobno, ja. Ampak, a veste, zanimivost pri upanju je ta, da pravzaprav mi to seme posadimo v zemljo in potem upamo, da bo nekaj zraslo. Vidite, to je upanje. In za nas odrasle včasih pokopljamo svoje sanje, jih damo v zemljo in upamo, da bodo zrasle. Včasih pokopljamo svoje upe
in mislimo, da upanja več ni. A upanje zraste. Pa veste, zakaj zraste? Ker pade v rodovitno zemljo in ker jo zaliva ljubezen Boga. In takrat upanje vzklije. In mi bomo danes posadili upanje, ker je pač prva adventna nedelja, ko imamo prvo svečko in govorimo o upanju, zato vas vse vabim, enega za drugim, na hitrco, da vsak vzame eno seme in bomo posadili božično, tako kot temu rečemo, božično žito in ga bomo pridno zalivali in če bomo fino pridni, bomo morda za božič, ko vas bodo tamle gor čakala darila, videli naše upanje, ki je zraslo in ozelenelo iz takšnega majhnega semena. Dragi odrasli, mi pa tudi danes vas postavljam pred izziv, vzemimo seme in posadimo svoje upanje. In verjemite, Bog ga bo dal. Kdo bo prvi? Hitro. Vsak eno seme. Aha, saj to sem predvidevala. Evo, vzameš, je naredila luknjo in daš noter, ker daš not tako. Super. A ti damo roke. Evo, kar naprej, kar hitro, pridite. Se jih imamo še. Evo, lahko tudi dva, veš? Evo, tebi bomo pomagali, izvoli. Takole, pa ti bom jaz dala to malo bližje, samo počakajte, da damo najbližje, pa daš not. Super. Bravo. Evo. Aha, vi ne rabite pomoči, vi ste že vam lahko nam že malo več tega. Super. Vi boste zasadili celo nivo upanja. Še kakšen? Aha. Evo še za Saro. Šti tudi. Ti bom dala bliže, prav? Pa boš dal noter. Evo. Bravo. Še nekdo prihaja, pridi. Superka. Evo, ti bom dala bliže, pa boš dal notri. Super, bravo. Takole, dragi otroci. Moja naloga bo, da to zalivam. Upam, da me boste spomnili, ker navadno mi vse rože umrejo domače. Upam, da mi ta ne bo. Tako da me spomnite in za božič bomo videli, kaj se zgodi z našim božičnim žitom. Tako, zdaj pa hitro na veruh, kjer vas že čakajo zanimive teme. Mi bomo pobrali pa še prostovoljne prispevke in bodimo blagoslovljeni tudi v tem dejanju.
Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Pred dnevi se je v Mariboru zgodila nenavadna, a tragična nesreča. Če ste slišali, helikopter nujne medicinske pomoči je pristajal na heliportu Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, kjer je reševal življenje ene osebe. V tistem trenutku je po bližnji pešpoti hodila starejša gospa. To se je zgodilo 7 dni nazaj. Sunki vetra ob pristanku so bili tako močni, da je padla in da naj bi utrpela hude poškodbe, zlom kolka in zapestja. Ko pa beremo odzive pristojnih, nas preplavi občutek nemoči, frustracije in jeze. Namreč UKC Maribor pravi, da se nesreča ni zgodila na njihovem zemljišču, občina pravi, da je pot zgrajena po predpisih, zdravstveni dom, ki izvaja helikoptersko nujno medicinsko pomoč, pravi, da za varnost skrbi gasilska brigada, gasilci pravijo, da je njihova naloga zgolj požarna straža, letalski inšpektor pravi, da nima pristojnosti, Agencija za civilno letalstvo pa pravi, da heliport sploh ni certificiran. Nihče torej ni odgovoren. In ta dogodek je več kot nesreča, je ogledalo današnjega časa. Tehnika napreduje, zmore rešiti življenje v minuti, premagati razdalje, premagati čas, a hkrati se pokaže tudi druga plat. Napredek, ki rešuje enega človeka, lahko prinese tragično izkušnjo drugemu človeku. In ko se odgovornost razprši med institucijami, se napetost še poveča. Ne le zaradi bolečine, ampak zaradi občutka, da se nihče ne zavzema za pravico, za žrtev. V svetu, ki zaupa v moč tehnologije, se odpre vprašanje, ali smo res varni, ali je napredek vedno dobrobit za vse, ali pa v njem živijo tihe napetosti, ki jih ne opazimo, dokler kdo ne plača cene. Ta dogodek razkriva nekaj, kar poznamo vsi. Napetost med nerealnimi pričakovanji in tragično resničnostjo. In prav o tem govori tudi današnja Božja beseda. Kako živimo z napetostjo med tem, kar pričakujemo, in tem, kar se dejansko zgodi. Ljudje namreč pričakujemo popolne rešitve, brez tveganja, brez trpljenja, a realnost je drugačna. Zelo podobno je bilo v času Zaharije, preroka Zaharije, pred približno 520 let pred Kristusom, v majhni provinci Judi, v Perzijskem imperiju. Ljudje so pričakovali kralja, ki bo prišel z močjo, z vojsko, z oblastjo, ki jih bo rešil. Pričakovali so spektakel, ki bo odpravil vse težave, in potem pride beseda, ki jih preseneti. Glej, tvoj kralj prihaja krotko, jezdeč na oslu. Prihaja drugače, kot so si zamislili. Božja rešitev je nelogična, ni po človeških merilih, a vendar prinaša mir, ki ga svet ne more dati. Prisluhnimo sedaj današnji Božji besedi, odlomku iz knjige Zaharija, iz 9. poglavja, od 9. do 10. vrstice. Iz spoštovanja do Božje besede ustanimo. Silno se raduj, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Glej, tvoj kralj prihaja, pravičen je in zmagovit, krotak je in jezdi na osličku, na žrebetu oslice. Uničil bo vozove v Efraimu in konje v Jeruzalemu. Uničil bo bojni lok in narodom oznanil mir. Njegova oblast bo segala od morja do morja, od veletoka do koncev zemlje. Poslušali smo Božjo besedo. Amen.
Odlomek, ki smo ga ravno kar prebrali, je mesijanska prerokba, ki napoveduje prihod Božjega kralja. Evangelisti Matej in Janez jo citirajo dobesedno ob Jezusovem slovesnem prihodu v Jeruzalem na cvetno nedeljo pred veliko nočjo. In sedaj se sprašujemo, zakaj beremo Zaharijo v adventu, če evangelisti ta odlomek citirajo za cvetno nedeljo, tik pred veliko nočjo. Odgovor je preprost in globok. Advent ni samo Betlehem. Advent je čas pričakovanja Kristusa. Ne pričakovanja zgolj prvega, temveč zlasti njegovega drugega prihoda. In Zaharija napoveduje kralja miru. Ta kralj pride najprej v Betlehem, ne z orožjem, ampak kot otrok, potem pride v Jeruzalem, ne z vojsko, ampak na oslu, in še enkrat pride ob koncu časov, ne z nasiljem, ampak z dokončnim mirom. Odlomek, ki smo ga prebrali, torej poudarja napetost med našim pričakovanjem, bodisi v Betlehemu, bodisi v Jeruzalemu, in Božjo logiko. In to je skupno adventu in veliki noči, pričakovanje in napetost. Advent in velika noč sta kot dve točki iste črte. Obe govorita o pričakovanju, o napetosti med tem, kar si zamišljamo, in tem, kar Bog dejansko stori. To napetost potrjuje tudi prerok Izaija, ko govori o viziji, kjer volk prebiva z jagnjetom. In to je prav tako nelogično po človeških merilih, a razodeva Božjo logiko miru. V času Perzijskega in Rimskega imperija so Judje od Boga pričakovali spektakel, moč, varnost, rešitev. A Bog je prišel drugače. V Betlehemu kot otrok, v Jeruzalemu kot krotek kralj na oslu. Advent je zato dar za ta svet. Svet, ki je mrzličen, natempiran, poln hrupa, hitenja, napet. Kje je torej problem? Zakaj potrebujemo advent? Kaj je smisel tega pričakovanja? Psihologi pravijo, da so pričakovanja močan psihološki mehanizem. Oblikujemo jih na podlagi izkušenj, kulture in želja. Ko se ne uresničijo, nastane notranja napetost med tem, kar smo predvideli, in tem, kar se zgodi. Raziskave potrjujejo, da ta napetost sproži frustracijo, jezo, včasih celo agresijo. In v našem sodobnem svetu so pričakovanja pogosto nelogična. Namreč pričakujemo popolne rešitve, recimo v povezavi s tehnologijo. Mislimo, da bo vedno delovala brez napak. Ko se zgodi sistemski izpad, recimo da odpove spletno bančništvo ali bog ne daj internet doma v celoti, ravno na dan, ko moramo opraviti nujna plačila, poslati nujne elektronska sporočila, takrat reagiramo z jezo, s frustracijo in iščemo krivca. Naša pričakovanja popolne zanesljivosti se sesujejo v trenutku. Potem v povezavi z institucijami verjamemo, da bo vsaka intervencija varna in brez tveganj. Primer iz Maribora pokaže to na zelo pretresljiv način. Rešitev za enega človeka prinese tragedijo za drugega. Helikopter, ki je simbol napredka in rešitve, povzroči hude poškodbe starejši gospe. Nihče ne prevzame odgovornost, napetost in jeza se še povečata. In tudi v povezavi z odnosi pričakujemo stalno harmonijo. Ko pa pride do konflikta v družini ali med partnerji, med prijatelji, se počutimo izdane, kot da je vse propadlo. A realnost je, da so odnosi krhki in zahtevajo potrpežljivost, trud, prilagajanje in ne iluzije popolnosti.
Raziskave o emocionalni regulaciji kažejo, da neizpolnjena pričakovanja sprožijo močne negativne emocije. Ob napakah se avtomatsko pojavi fenomen iščemo krivca, kar povečuje napetost in razdor še dodatno. Napetost med pričakovanjem in uresničitvijo ni samo teološki pojem, je tudi kruta resničnost sodobnega človeka. To je bolečina, ki nas razjeda. Trpljenje, ki se razkriva v naših srcih, ko se obljube ne uresničijo, ko sanje razpadejo, ko upanje postane breme. To je groza, ki jo čutimo, ko pričakujemo popolnost v odnosih, v zdravju, v družbi in se soočimo z razočaranjem. To je krutost realnosti in napetosti. Živeti med tem, kar si zamišljamo in tem, kar se zgodi. In ta krutost ni le psihološka, je tudi duhovna, kajti v njej se rojeva dvom, jeza, obup, celo nevera. Toda prav tu vstopa v naš svet Bog. Ne z instant rešitvijo, ne z magično odpravo bolečine, ampak z besedo, ki preoblikuje naš pogled. In Zaharija nam danes razodeva to božjo logiko, ki presega našo. Poglejmo si na primeru Judov. Judje so po babilonskem izgnanstvu se vrnili v Judejo, ki je bila le majhna provinca v ogromnem perzijskem imperiju. Dežela je bila opustošena, tempelj je bil porušen, gospodarstvo je bilo šibko, ljudje so živeli med velikimi silami, Egipt na jugu, Perzija kot oblastnik, spomin na Asirijo in Babilon kot nekdanje zatiralce pa je bil še živ. In v takem svetu so hrepeneli po Davidovem kralju, ki bo obnovil slavo preteklosti, ki bo z vojsko premagal sovražnike in vzpostavil politično neodvisnost. Njihova pričakovanja so bila oblikovana zgodovino, kajti nekoč je David premagal Filistejce, Salomon je vladal v veličastvu in zakaj ne bi Bog spet poslal takšnega kralja? Toda nobenega kralja ni bilo na vidiku. Poleg tega Zaharija napoveduje nekaj, kar se zdi provokacija. Kralj, ki bo prišel, bo pravičen, zmagovit, a ponižen. Jezdil bo na osličku. To ni opis vojaškega vodje, ampak opis mesijanske figure, ki prinaša mir, ne vojno. V zgodovini se ta prerokba ni uresničila takoj. Ljudje so čakali stoletja. Izpolnitev je prišla šele z Jezusom Kristusom na cvetno nedeljo, ko je stopil v Jeruzalem na oslu. In to je božja logika. Moč se kaže v ponižnosti, zmaga pa v duševnem miru. Predstavljajmo si sedaj Jeruzalem v tistem času. Ozke ulice, polne prahu, ljudje stiskajo pesti, šepetajo o uporu, otroci tečejo po mestnih vratih, vojaki na straži opazujejo obzorje, vsi čakajo spektakel, konjenico, bleščeče oklepe, bobne, zastave, ki bodo znanile moč, srce jim bije od pričakovanja, napetost je otipljiva kot zrak pred nevihto in potem tišina. Namesto konja se pojavi osel, počasi stopa, brez blišča, brez bobnov, na njem sedi kralj, brez oklepa, brez meča, z odprtimi rokami, nobenega orožja, nobene vojske. Ljudje obstanejo, zmedeni, razočarani, nekateri jezni. Kajti Bog prihaja drugače, kot si svet zamišlja. Prerokova beseda ni le nasprotna našim pričakovanjem, ampak je pravzaprav provokativna, kot da želi, da se Bog posmehuje naši naravni logiki.
Ljudje so hrepeneli po kralju, na konju, po bleščeči vojski, po spektaklu, Zaharija pa jim reče, glejte, vaš kralj prihaja na oslu. Na oslu. To je udarec v obraz človeškim sanjam in iluzijam. Zato, ker ta beseda zaboli, ker razkriva, da so naša pričakovanja pogosto nerealna in ker ostanejo neizpolnjena, živimo v napetosti, ki nas razjeda. Pričakujemo kralja, ki vlada z močjo, a prihaja kralj, ki vlada s ponižnostjo. Pričakujemo oblast, ki se utrjuje z nasiljem, a prihaja oblast, ki se utemeljuje na miru in pravičnosti. Pričakujemo slavo, ki se razdeva v pompoznosti, a prihaja tiha ponižnost, ki prinaša odrešenje. Pričakujemo zmago, ki preliva kri sovražnikov, a preliva lastno kri in odpira pot novi zavezi. Pričakujemo kraljestvo, omejeno na naše meje, a prihaja kraljestvo, ki sega do koncev zemlje. Pričakujemo politični mir, a prihaja eshatološki mir, ki izvira iz Boga. V tej napetosti med pričakovanjem in izpolnitvijo se rojeva naša vera. Tu se odpira prostor za naše zaupanje. Bog izpolnjuje obljube na način, ki presega naše predstave. Napetost in frustracije, ki jih doživljamo, so prostor za vero in za zaupanje v Boga, ki deluje drugače, a vedno izpolni svojo obljubo in poskrbi za rešitev. Naj obnovimo kontekst, preden gremo k zadnji točki Zaharijeve pridige. Zaharija torej stoji pred ljudstvom, ki je utrujeno in razočarano. Njihova logika je politična, moč, orožje, konji, vojska. Pričakujejo kralja, ki bo zlomil sovražnike nasiljem, ampak prihaja kralj na osličku, ponižen, brez meča, brez vojske. Prihaja kralj, ki ne preliva krvi drugih, ampak svojo kri. Prihaja kraljestvo, ki ne zapira meja, ampak sega do koncev zemlje. Prihaja mir, ki ni pogodba med državami, ampak Božji dar. V tem razkoraku med našimi pričakovanji in Božjo potjo se rojeva napetost, ki boli, ki zmede, ki nas razočara. In ravno tu v tem šoku Zaharija dvigne glas in doda, še prilije olje na ogenj in zakriči, raduj se zelo, hči Sionska, vzklikaj, hči Jeruzalemska. Vprašamo se, kako Zaharija naj se veselimo. Ko je vse narobe, ko je logika zlomljena, ko je srce zmedeno, ko je provokacija v našem srcu, to je čisti absurd. Toda Zaharija ve, kaj dela. Veselje ni poceni optimizem in ni slepa tolažba. Veselje je upor proti obupu. Veselje je prerokba, znamenje, da verujemo v Boga, ki dela novo stvar. Veselje je krik, ki preglasi logiko razočaranja in odpira prostor za zaupanje. Veselje je dejanje vere, ki pravi, ne vidim še, ampak verjamem. Zakaj smo lahko veseli? Ker kralj, o katerem govori Zaharija, ni več samo obljuba, ampak je naša vsakodnevna resničnost. Ker Kristus je že prišel, on je že zlomil lok in razbil vozove, ko je na križu premagal greh in smrt. On je že odstranil sovraštvo, ko je razlil svojo kri za spravo med Bogom in človekom. Njegova moč je bila v besedi, njegova zmaga v križu, njegova oblast je v ljubezni. In ta ljubezen ni ostala na Golgoti, vstala je iz groba in živi po Svetem Duhu v našem srcu vsak dan. Zato smo lahko veseli, ker mir, ki ga je Bog obljubil, ni politična iluzija, ampak Božji dar, ki ga izkušamo vsak dan. Mir, ki je v našem srcu,
ki se izliva v naša srca po Svetem Duhu. Mir, ki pravi, vaša krivda je izbrisana, vaš greh je premagan, vaša prihodnost je zagarantirana v nebesih. Mir, ki ne temelji na ravnotežju moči, ampak nas pravi z Bogom. Mir, ki ga nič ne more vzeti, ki ga nihče ne more vzeti, ne vojna, ne bolečina, ne smrt. Zato se lahko veselimo tudi sredi zmede, tudi sredi ran. Ker veselje ni slepa tolažba, ampak pogled na Kristusa, ki je že izpolnil obljubo. Veselje je znamenje, da verujemo v kralja, ki je za nas že odprl pot življenja. In ko to verujemo, ko se tega spomnimo, se zgodi nekaj čudovitega. Napetost popusti, napetost se spremeni v mir, napetost se umakne Božji tolažbi. Napetost se umakne miru, ki ga svet ne more dati, ampak ga daje Bog. Ta mir napolnjuje naša srca in nas drži, tudi ko se vse okoli nas maje. Zaključimo to razmišljanje zgodbo iz sodobne zgodovine. Dietrich Bonhoeffer, ki smo ga že večkrat omenili, je bil mlad nemški teolog, ki je verjel v moč Cerkve in Boga. Njegova pričakovanja so bila, da bo Cerkev in Bog v času nacizma glasno in pogumno stal za resnico, da bo branil zatirane, da bo pokazal zlasti Cerkev Kristusovo kraljestvo v praksi. Toda realnost je bila drugačna. Večina cerkva je molčala ali celo sodelovala z režimom. Bonhoeffer je bil pretresen, njegova logika se je sesula, v njegovih pismih beremo napetost. Kje je Cerkev? Kje je Kristus v tem svetu? Ko se je naposled pridružil odporu proti Hitlerju, je vedel, da ga čaka smrt. V zaporu je napetost dosegla vrhunec. Vsak dan je bil negotov, vsak dan je bil boj med obupom in vero. Njegova pričakovanja o močnem kraljestvu, Božjem kraljestvu, so se razblinila. Namesto politične ali vojaške zmage je videl križ. Toda prav tam, v tem šoku, v tem trpljenju je našel veselje. V pismih iz zapora je namreč pisal: Bog ne izpolni naših želja, ampak svoje obljube. In to je ključno. Bonhoeffer je dojel, da Kristusovo kraljestvo ne pride z orožjem, ampak z darovanjem življenja. Ko so ga 9. aprila 1945 peljali na usmrtitev, je stopil iz celice in rekel stražarju: to je konec, vendar zame začetek življenja. To je konec, vendar zame začetek življenja. To ni bil poceni optimizem, to je bilo veselje, ki se je rodilo iz zaupanja v Kristusa, ki je že zmagal. Njegova napetost se ni razrešila v politični zmagi, ampak v miru, ki ga svet ne more dati. V Božjem miru, ki se začne v srcu, ker Kristus vlada z ljubeznijo in ker je premagal greh in smrt. Advent nas vabi v to isto resnico. Prva svečka, ki smo jo prižgali, je svečka upanja. Ne upanja v moč orožja ali politike, v kralja, ki prihaja ponižno. To je upanje v Boga, ki je že poskrbel za zmago, ki prinaša mir vsak dan v naš dom, v naše srce. Zato se lahko veselimo tudi sredi napetosti, ker vemo, obljuba je že izpolnjena v Kristusu in se še vedno izpolnjuje, kadarkoli ga kličemo v molitvi, v srcu, kjerkoli smo. Vsaka misel na Boga
je klic k Bogu, na katerega Bog odgovori z mirom. Veselje pa je znamenje, da zaupamo v Boga, ki je že odprl pot našega življenja. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Amen. Molimo. Gospod Jezus Kristus, naš kralj miru, priznavamo, da pogosto živimo v napetosti med pričakovanji in resničnostjo. Čakamo moč, a pride ranljivost, bolečina. Čakamo hitre rešitve, a pride križ. In vendar verujemo, da si ti izpolnitev vseh obljub. Hvala, ker si že zlomil lok in razbil vozove, ker si premagal greh in smrt. Hvala za mir, ki ga svet ne more dati, mir, ki se začne v naših srcih, Božji mir. Hvala za veselje, ki ni le optimizem, ampak znamenje, da ti zaupamo. Gospod, nauči nas v tem adventu čakati z upanjem, veseliti se tudi sredi napetosti, zaupati, da tvoja ljubezen drži naše življenje in hoditi v tvojem miru, ki se razliva do koncev zemlje. Pridi, kralj ponižnosti, pridi, kralj miru, pridi, Gospod Jezus. Amen. Bratje in sestre, pravkar smo molili, naj nas Gospod nauči čakati z upanjem in hoditi v njegovem miru. Advent nas vabi, da dvignemo pogled stran od napetosti in skrbi proti kralju, ki prihaja. On je ponižen, a zmagovit prinaša mir, ki ga ta svet ne more dati. Zato zapojmo pesem, ki nas kliče k temu. Dvigni pogled, kralj prihaja tvoj. Naj bo to izraz pričakovanja in zaupanja. Pridi, Gospod Jezus. Dragi bratje in sestre, izraz našega veselja in upanja je tudi molitev Oče naš in vabim, da jo skupaj molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Ker Tvoje je kraljestvo in moč in slava na veke. Amen. Gospod naj te blagoslovi in naj te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Amen.